Torej, dragi moji, nismo končali s tem Bogom. še zdaleč nismo končali. Kje pa? Torej, nekateri so mi rekli, da so tale predavanja preveč enostavna. Eni drugi so pa rekli, da so preveč zahtevna. Zakaj so to rekli, jaz ne vem. Mogoče se jih tako zdi, da so del ta predavanja, ampak jaz ne moram nič drugega, kot da nadaljujem to, kot sem navajen, ker ne razumem čisto dobro, kaj to pomeni, da za nekoga preveč enostavno, za drugega pa premalo. Najprej bi povedal par stavkov o nekem nenavadnem dogodku, za katerega ste mogoče slišali. In sicer se je zgodilo aprila letos, 22. aprila letos, je bil ne samo v Londonu, ampak tudi drugje po svetu nenavaden protest znanstvenikov, raziskovalcev. Odšli so na ulice in protestirali, kar je gotovo nenavadno dejanje. Kaj ti znanstveniki so izjemno izobraženi ljudje in včasih so tudi izjemno dobro plačeni. Zato je nenavadno, da protestirajo. Vendar, če ste spremljali prek medijev protest znanstvenikov, potem ste videli, da znanstveniki niso protestirali toliko zaradi tega, ker bi bili premalo plačani. Ampak so v resnici protestirali oziroma opozarjali na nekaj drugega. In to bi rad poudaril tudi jaz. Znanost je namreč najboljši način spoznavanja sveta. Če nočemo živeti v zmoti, v iluzijah, če nočemo varati sami sebe, potem se ukvarjamo z znanostjo. Varati samega sebe pomeni, da človek verjame v nekaj, kar ni res. Naprimer, varati samega sebe pomeni verjeti v horoskop. To je taka preprosta prevara, ki jo človek samemu sebi ponuja. Ko recimo reče, da verjame v horoskop. Ali pa da verjame v čarovnice ali pa v kakšne skrivnostne kozmične sile, ki ravnavajo človeško življenje. To pomeni varati samega sebi. Pomeni samemu sebi zagotavljati take razlage sveta, ki so napačne, ki so zgrešene. Ljudje so zmožni verjeti v napačne razlage. Ljudje smo taka bitja, da lahko tudi verjamemo v nekaj, kar je laž. To je možno. No, in znanost je najboljši način, da se zdebimo takih prevar, takih poenostavljenih, zgrešenih, napačnih razlag sveta. No, in znanstveniki so šli na ceste protestirati, da bi opozorili, kako vse premalo se ljudje posvečajo znanosti. Kako veliko vraževerja je še vedno na tem svetu. Kako pogosto ljudje verjamejo v stvari, ki so očitno zgrešene in napačne. No, zato se mi zdi vredno
pridružiti se temu dogodku, ki je sicer že minil, danes je 11. maj, pa vendar bi rad se pridružil in še enkrat poudaril, da nas tukaj zanima znanost. Zdaj, ko pravijo nekateri, da so predavanja ali preveč enostavna ali pa premalo, morda zgrešijo osnovno poanto. Zakaj smo sploh mi tukaj? Znanost, na katero se jaz sklicujem vsak teden, nam prinaša nove razlage sveta, nova spoznanja nam prinaša. In predavanja so način, eden od načinov, kako taka spoznanja prenesemo drugim ljudem. Naprimer, profesor, slušatelj. Ključno pa je, kaj tisti slušatelji naredijo s temi spoznanji. Ta spoznanja so namreč namenjena temu, da jih ljudje uporabljajo. Če na primer rečemo, da je preveliko uživanje sladkorjev škodljivo, potem je razumno, da človek, ko to sliši, nekaj v svojem življenju s tem naredi. Predavanja niso namenjena samo poslušanju. Predavanja so namenjena, da bodo tisti, ki jih poslušajo, z znanjem, ki ga na ta način usvojijo, nekaj naredili. Najbolj enostavno je poslušati predavanja, potem pa ničesar ne narediti. Ali pa poslušati predavanja, potem pa reči, mene pa to sploh ne zanima, ali pa to je preveč enostavno in tako dalje. S tem samo zgrešite jedro, bistvo predavanja. Znanost, pa veste, nam lahko pove, in tudi nam vsak dan, tako veliko novega, da jaz ne moram niti slediti. Jaz se lahko povem samo en fragment, en delček tega, kar znanost vsak teden pove novega, ker je premalo časa, da bi lahko povedal več. In vsa dejstva, vsa spoznanja, s katerimi se mi tukaj ukvarjamo, so preverjena. Zato ni vprašanje, ali je to preveč enostavno ali je premalo enostavno. Vprašanje je, kaj ljudje s tem naredijo, oziroma ali sploh kaj. No, to je za zakon znanosti. Danes vam bom povedal nekaj osupljivega, nekaj res osupljivega, nekaj, o čemer najbolj niste niti razmišljali. Niti pomislili niste, da je v vašem telesu, da se v vašem telesu dogaja vsak dan nekaj takega, kot je to, o čemer bom danes pregovoril. Vse izjemne zdaj. In zopet, ne, to ni zdaj niti enostavno, niti preveč abstraktno. To, kar bom povedal, je natanko prav. To so dejstva. To, kar bom povedal, so dejstva. So spoznanja, do katerih je znanost prišla. So preverjena spoznanja. Edino pravo vprašanje je, kaj recimo bodo tisti ljudje, ki bodo tole predavanje poslušali, s tem spoznanjem naredili. To je edino pravo vprašanje. Morda ne bodo naredili česar in to ne bo ravno najbolje za njih. Morda pa bodo poskušali kaj narediti, ko bodo slišali, tudi vi boste morda hoteli kaj narediti, ko boste slišali to, kar vam bom povedal. Ker to, kar vam bom povedal, je osupljivo. To je izjemno znanstveno spoznanje. No, pa do tega bomo še prišli. Gremo na to počas. Najprej še en utrinek iz tega dogodka v Londonu in vidite tukaj na transparentu napis, če preberete, znanost je, pravzaprav luška definicija znanosti. Kaj je znanost?
Znanost je evidence. Evidence so dokazi. Evidence so dokazi, so dejstva. Nekaj, kar lahko preverimo, nekaj, glede česar smo se prepričali. So evidence. Over ignorance. Ignorance je nevednost. Ignorance je nevednost, ignorance je tudi brezbitnost. In to je pravo vprašanje, a veste, da smo do znanstvenih spoznanj lahko ignorantski. Da rečemo, da se ne zanima, nam je vseeno, pa briga mene, kaj znanost trdi. Ampak znanost je daleč najboljši način za spoznavanje sveta. Za spoznavanje tega, kar je človek. Za spoznavanje tega, kar imajo ljudi med seboj. Se pravi, ko se zanašamo na znanost, se zanašamo na evidence, se zanašamo na dokaze. Zato vam jaz vedno znova navajam študije, avtorje, letnice, raziskave, eksperimente, podatke, dejstva, grafe in tako dalje. Evidence. Ker na tem temelji znanost, brez tega ni znanosti. Zato ne moramo reči, da se znanost kaj izmisli. Znanost je ničesar ne izmisli. Izmišljajo se kvečemo drugi ljudje. Si izmislijo, pravijo svoje domišljijo in verjamejo v čuda enih stvari, ki niso dokazane, ki niso preverjene, ki so lahko resnične, lahko tudi niso. In človek, ki je obdarjen z možnostjo, da misli, ker ima obdarjene možgane, vsak človek ima obdarjene možgane, od takega človeka bi upravičeno pričakovali, da ga bodo zanimali dokazi za nekaj, za karkoli že, za katerkoli trditev. In da ne bo hotel biti ignorantski, da ne bo hotel reči, briga mene pa to sploh ne zanima. Človek, ki ima možgane, ne bi smel reči kaj takega. No in zato smo tudi tukaj. Pa če te zanese, pa to govoriš, ko ne smeš. Če te pa zanese, pa prideš recimo na moja predavanja in rečeš, ups, saj res, zdaj sem spoznal, da me je zaneslo in potem popraviš smer ladje v drugam. Smer ladje, saj tleda ni ladje. Ne, nobene ladje ni tukaj, tako se reče, to je metafora. To je metafora. Smer ladje popraviš, ali pa pot, po kateri greš, malo jo popraviš, ne greš več po tej poti, ampak greš po neki drugi poti. Tako se reče. Torej, če te zanese, se lahko popraviš. To ni nič hudega, če te zanese. Večji problem je, če kdo trmasto ustraja pri tem. Če trmasto ustraja, da je res nekaj, kar dokazano ni res. To je pa problem. Poznate to razliko. Drugo je, če te zanese, nekaj pa je, če trmasto dolgo časa ustrajaš, da je res nekaj, čeprav je znano že zdanje dokazala. Lahko da ste na kakšnem primeru? Ja, lahko dam primer. Naprimer, znanost je nesporno dokazala, in v tekstu tukaj govorili ničkolikokrat, da je pretirano uživanje sladkorjev nezdravo. Ampak število ljudi, ki jejo žlico sladkor vsak dan, se v glavnem ne zmanjšuje. To je preprosto. Dokazal, da je uživanje sladkorjev problematično, je kolikor hočete. Ampak številni ljudje, kot da jih to ne zanima, kot da jih to ne briga. Enako velja za maščobe, zlasti o tem smo tudi govorili, za transnasičene maščobe in za soli. Še vedno je veliko ljudi, ki potem, ko je hrana že itak soljena, vzamejo še solnico in nasujejo še pol kile soli na svoj dobro. Čeprav je znanost nesporno dokazala, kako zelo problematično je to in kako lahko čez nekaj časa človek tvega celo vrsto bolezni, da ne govorimo o debelosti in tako dalje. Ampak tudi o tem bomo še danes govorili, da tega še pridemo. Torej, to je ena fenomenalna fotografija,
izvrstna, res. Tukaj sicer ne vidi najbolje, ker ni toliko dobra resolucija, pa preveč svetlobe je, na zaslonu se vidi pa res vrhunska fotografija, ki nam omogoča vpogled v, kot sem že prej nakazal, vaše telo. V vašem telesu vsakdo ima dve ledvici. In ta dva organa sta zelo pomembna, zato je dobro, da človek pazi, kaj je in kaj pije. Zato, ker ledvici hočete imeti dolgo časa, ker imate zelo pomembno funkcijo v vašem telesu. In tale fotografija je lep prikaz enega procesa, oziroma enega procesa, samega procesa, vse ne vidimo, se rekel, z tega statičnega, je to pogled v shemo, če lahko tako rečem, znotraj vaših ledvic, ki nam pomaga misliti proces, ki poteka. Vi veste, ker ste se v šoli učili o tem, da morajo ledvice čistiti kri, da čistijo kri, to delajo. Kri je treba očistiti in da nastaja pri tem urin, ki ga izločimo iz telesa, ker je za telo neuporabno. To je zelo preprosto. Ampak, tako smo prej rekli, verjetno številni ljudje vedo, kako zelo pomembne so ledvice za čiščenje krvi in za proizvodnjo urina. Okay? Nekaj drugega pa je, ko se na primer nacejajo z alkoholom. Ko recimo uživajo velike količine alkohola in če bi imeli pred seboj, kaj se takrat dogaja v ledvicah, bi morda, čeprav je to zelo malo verjetno, kdo tudi pomislil, ali je res tako zelo dobro uživati toliko alkohola, kot ga pač ljudje uživajo. Tole, kar vidite, so celice, ki so ovite okoli kapilara. Kaj so kapilare? Veste, so zelo drobne žilice in te celice so nujne, so zelo potrebne in zelo pomembne. Ovite so torej okrog, mogoče bomo to preskočili malo kasneje pogledali, ko bomo prišli k drugi temi. To so padociti. Kako se imenuje? Ni nujno, da si to zapomnite, to ime. To so celice, ki so takole ovite okoli kapilar in to je ključno za proces, ki ga imenujemo čiščenje krvi. Če so te celice zdrave, so takole ovite okrog kapilar, kot vidite, potem opravljajo svoje delo in vaša krvi se čisti, izloča se urin in vsi smo veseli, smo vsi zdravi. Zdaj nas ne bo zanimala patologija, nas ne bo zanimalo, kaj se zgodi, če pač tole ne deluje tako, kot deluje, ker to res tako sem vam pokazal zaradi tega, ker bi vam rad pokazal še eno, namreč tole. Vidite, to je iz enega članka, ki je bil objavljen, tukaj piše 10. maj, danes je 11. maj. To je objavljeno včeraj. In to je fotografija, ki je praktično na meji čudeža. Tole, kar vidite, je znanstveni čudež. To je namreč enaka celica kot ona prej. Samo, da smo jo naredili ljudje.
laboratoriju. To celico je naredilo telo. Oziroma evolucija v končni fazi. Okay? Nam pa znanost in samo znanost, ne vraževerje in ne čarovnice in ne horoskop in ne religija, samo znanost pove, kako mi lahko rešujemo življenja milijonov ljudi po vsem svetu, ker znamo narediti enako celico. Tukaj jo vidite. Oziroma znamo spodbuditi zarodne celice, da ustvarijo take celice, kot jih vidite tukaj. In to je pomembno za čisto vse ljudi, ki imajo težave povezane z napačnim, slabim delovanjem teh celic, ki jih vidite tukaj, ki jih ima vsakdo od vas v ledvicah. To vam kažem zaradi tega, da bi pokazal, kakšna izjemna vloga znanosti je v našem življenju. Kaj vse nam znanost omogoča? Da lahko, na primer, številni bolniki z vsega sveta, takih bolnikov je ogromno, računajo, da bodo živeli dlje, da bodo živeli bolj kvalitetno, da se bodo pozdravili, zato ker zna znanost izdelati celice, ki lahko pomagajo pri zdravljenju oziroma nadomestijo tiste celice, ki smo jih sicer imeli v telesu, pa so se deformirale, pokvarile oziroma pač ne delujejo tako, kot bi morali. In to naredi lahko samo znanost. Še enkrat poudarjam. Nobena religija, nobeno vraževerje, nobeno sklicovanje na kozmične sile ne more pripeljati ljudi, da znajo izdelati, narediti tako celico. To nam pomaga samo znanje, vrhunsko znanje, ogromno znanje je treba imeti, da znamo izdelati kaj takega in so nam potem pacienti hvaležni. Ok? Zdaj nadaljujemo v istem slogu. Kaj še nam sporoča znanost? To je še en znanstveni članek, oziroma to je naslovnica, tako rekoč, še enega znanstvenega članka, ki je bil pred kratkim, iz nekega drugega polja, če lahko tako rečem, ampak je ravno tako pomembno. To spoznanje, o katerem bom zdaj spregovoril, je na nek način tudi na robu čudežnega. Tukaj vidite, če preberete naslov članka, potem se boste verjetno zastavili pri tej besedi. Mi smo o tem že govorili, o empatiji, to besedo ste že slišali. Smo že govorili o empatiji. In pokazal vam bom, oziroma citiral bom, oziroma navedel bom znanstvena spoznanja o tem, kako je pomembno za človeka, da zna biti empatičen. Empatija po domače preprosto pomeni, da je človek zmožen razumeti drugega človeka in čutiti to, kar se mu dogaja. Empatija pomeni, da prepoznavamo pri drugem človeku, pač kaj se mu dogaja, kaj doživlja, kakšne so njegove čustva in tako dalje, in tako dalje. To vsak človek želi. Vsak človek želi, da bi drugi ljudje to prepoznali. Za vsakega človeka je to pomembno. Zdaj tukaj vidite, kako je pomembno za empatijo, za doživljanje empatičnosti. To, kar človek lahko zazna pri samem sebi. Se pravi, ko govorimo o empatiji, ni pomembno samo to, da en človek
razume ali pa zazna ali pa je sposoben vpogledati v to, kaj se dogaja v življenju drugega človeka. Ampak je pomembno tudi, da je sposoben zaznati in razumeti, kaj se dogaja pri njem sam. To pogosto spregledajo ljudje, ker si želijo, da bi drugi ljudje razumeli njih. Ne vedo pa, kako zelo je pomembno, da človek najprej razume samega sebe. Od tega je zelo pomembno, zelo odvisno, do kakšne mere sploh lahko razume drugega človeka. To ni enostavno, to niso zelo preprosto zadeve. Zakaj to kažem? Vidite, vsak človek ima nekaj, kar imenujemo theory of mind. To so razlage, po katerih vsakdo lahko pride. Razlage sveta, razlage uma, če lahko rečemo, razlage, v bistvu, način, kako človek generira znanje. Vsak človek pojasnjuje svet okrog sebe, pojasnjuje, kaj se mu dogaja, kaj se dogaja drugim ljudem, poskuša razumeti, pač kaj se dogaja. In tem redom imenujemo theory of mind, se pravi, koliko posameznik lahko razume drugega človeka, oziroma druge ljudi. Kakšna zveza ima zdaj to z empatijo? Rekli smo že velikrat, da je ključni dejavnik, oziroma da je bistvo, če hočete karkoli razumeti, so pomeni možgani. Brez možgana ne morate razumeti ničesar. Možgani so tisti, ki vam omogočajo, da karkoli razumete. No in zdaj, da bi razumeli, kako človek sploh lahko razume samega sebe. Da bi razumeli, kako se človek lahko poglobi, kot se reče, v samega sebe. Da bi človek razumel lastne misli, da bi razumel svoje čustva, da bi razumel svoje občutke, da bi torej razumel samega sebe, mora uporabljati korteks. To je svojega enervije, ki smo nekaj. Korteks. To je vrhna plast možganov. Brez korteksa ne morate razumeti niti samega sebe, kaj še da bi razumeli druge ljudi. To pomeni razmišljati. Ne pomeni samo čutiti. Čutiti je premalo. Ne razmišljati, kaj se dogaja v človeku. Vsak posameznik lahko razmišlja, kaj se dogaja v njem samem. No in vidite, ko se človek tako poskuša dokopati da bi razumel, do razumevanja svojih občutkov. Ljudje veliko krat rečejo, jaz nekaj čutim. Ali pa, moje čustva so tak in tak. To je premalo. Občutke je treba razumeti. Čustva je treba razumeti, ne samo imeti. Ljudje imajo silno potrebo po čustvih, malo manj pa po razumevanju čustev. Čustva niso samo nekaj, kar doživljamo ali pa nekaj, kar izražamo. Čustva so predvsem nekaj, kar razumemo. Da pa bi razumeli, naprimer, svoje čustva, moramo misliti, moramo razmišljati o njih. In to je velik problem za številne ljudi, ki zmotno verjamajo, da so čustva nekaj, kar pač zgolj čutiš, kar imaš in izražaš. To je daleč premalo. Za čustveno življenje je veliko pomembnejše razumevanje čustva. In seveda, če neko govorimo o razumevanju, lahko govorimo o razumevanju svojih čustev in o razumevanju čustev drugih ljudi. Še enkrat, čustva niso namenjena samo temu, da jih čutimo. To je premalo. Razumeti jih je tudi treba drugače. Tako je. Čustva prepoznavamo in o njih razmišljamo in jih razumemo, oziroma jih znamo pojasniti.
In to je pomembno, da jih znamo, da jih vsaj poskušamo pojasniti. No in rekli smo, ne, to je ta članek, vidite, občutljivost ali pa zmožnost za zaznavanje tega, kar se dogaja v človeku, v vsakem človeku, se pravi, da človek zaznava, kaj se dogaja v njem samem, je izjemno pomembno za zmožnost razumeti druge ljudi. To potrebuje ta raziskava. Bolj kot človek razume samega sebe, bolj ko je zmožen čutiti in se zavedati, naprimer, tega, kar se dogaja v telesu, recimo procesov, kot je bitje srca. Bolj, ko se torej zaveda tega, bolj, ko je sposoben to misliti, čutiti in tako dalje, bolj empatični, torej ljudje, ki se poglabljajo vase, so pravilno bolj empatični, kar je seveda logično. Bolj kot človek razume samega sebe, kot sem že prej povedal, večja je verjetnost, da bo razumel tudi druge ljudi. In obratno, človek, ki slabše pozna, razume samega sebe, ima manj možnosti, da razume tudi drugega človeka. Zato je tako pomembno to, kar imenujemo psihologi delo na sebi. Izbratski je sicer danes razopit, ampak se vse. No, zdaj imamo pa k temu ključnemu spoznanju, o katerem sem danes hotel govoriti, ki vas bo po mojem presenetil, oziroma bi vam moral dati misliti. To je tudi moj namen, da o tem, ker boste zdaj slišali, razmišljate in da razmišljate veliko. Mi smo tukaj že velikokrat govorili o prehranjevalnih navadah in ljudje so najpogosteje prepričani, da je to tisto, kar jim je pač všeč. Ljudje so navajeni že od mladih nog, da je to pač to, kar se je pri njih doma jedlo, navajeni so na določeno vrsto hrane in verjamejo, da so čisto svobodno izbrali ali pa vsaj bolj ali manj svobodno izbirajo, kaj bodo jedli. In verjetno se s tem strinjate. Ter nimate največ občutka, da vas kdo sili, kaj morate jesti, oziroma vsaj upam, da vas še ne sili k temu. Torej, dobro je, če se svobodno odločamo, kaj bomo jedli. Naprimer, tako da sledimo svojim občutkom ali pa da sledimo, kako se tukaj ukvarjamo, vednosti, znanje. Kaj je, recimo, koristno in dobro jesti, kaj pa mogoče ni tako zelo koristno. Okay? No, raziskava, ki vam jo bo predstavil, dokazuje nečkano drugače. Da ljudje nismo tako zelo svobodni, kot bi morda mislili, ali kot bi morda radi, ko izbiramo hrano, ki jo jemo. No, tukaj vidite ključno vprašanje, s katerim se bomo srečali, ali morda mikrobi, ki so v vašem telesu, mi smo o tem že veliko povedali, mikrobi, ki so v vašem telesu, teh mikrobov je ogromno. Mikroorganizmov, zlasti v vašem telesu, je na milijarde. Izjemno veliko jih je. In imajo tudi svoj genom, imajo svoj genetski zapis. Torej, vprašanje je, ali res vi odločate, kaj boste jedli, ali v celoti vi sami odločate, kaj boste jedli, ali pa morda obstajajo mikroorganizmi, ki jih v vašem telesu zelo veliko, ki pomembno vplivajo na to, kaj boste vi jedli. In odgovor je dejansko tak, da človeku daje misliti. Preden se lotimo izsledkov raziskave, še ta resnica. To je vodna mušica, ta je sadna mušica. Zelo raziskavno bitje, kaj ti v znanosti se radi ukvarjajo z temi mušicami, ker
so zelo enostavne, zelo hitro se razmnožujejo, oziroma zelo enostavno jih je raziskovati. In mnoga številna znanstvena spoznanja z tega področja, ki se mi tukaj ukvarjamo, z področja prehranjevanja, so povezana z preučevanjem življenja teh mušic oziroma teh bitij. Zdaj pa gremo k ključnemu spoznanju, ključni ideji, ki vam je danes posredoval, da se bo spoparjali z njo. Kot smo že rekli, ljudje smo navajeni razmišljati, da pač jemo to, kar nam je všeč, da jemo to, kar smo jedli doma, da jemo to, na kar smo se rač navadili, a ne še, ko smo bili otroci. In redko kdaj razmišljamo o tem, da je naše prehranjevanje odvisno od genov, ki jih imamo, nosimo s seboj. Še manjkrat pa razmišljamo o tem, kar sem prej že omenil, namreč, da razmišljajo, pač odločajo o našem prehranjevanju, vsaj v določeni meri, mikroorganizmi, ki jih imamo na svojem telesu. In tukaj so rezultati, torej med kratkim znanost ugotovila, oziroma spoznala, da imajo pri prebavljanju naše hrane, ki jo uživamo, ključno mnogo mikroorganizmi. Mikroorganizmi, ki jih je, kot bi rekli, v našem telesu zelo, zelo, zelo veliko. In brez njih se ne bi bilo resno, da bi mogli prebaviti hrane, ki jo uživamo. No in zato igrajo mikroorganizmi bistveno pomembnejšo vlogo, kot pa si morda mislimo. Torej, vidite, če gremo kar po vrsti, ti mikroorganizmi, na primer, so odgovorni za proizvodnjo določenih molekul v naših možganih. Mi smo to eno od teh molekul že omenili, to je recimo serotonin. To je zanimiva povezava med tem, kar se dogaja v vaši glavi in med tem, kar se dogaja v vašem črevesju, v vašem prebavnem traktu. Kako delujejo vaši možgani, je v določeni meri odvisno od tega, kar se dogaja v vašem črevesju, oziroma je odvisno od tega, katero hrano uživate in kako jo prebavite, oziroma kako jo predelate, kaj se dogaja s hrano v vašem telesu. To je prva zadeva, vidite. Potem še bolj šokantno spoznanje je tole, da ti mikroorganizmi, ki jih imate v črevesju, ne vplivajo samo na to, kar se dogaja v vaših možganih, ampak se to vpliva tudi na vaše razpoloženje. Da vpliva na taka stanja, kot so depresivna stanja, kot so tesnobna stanja in celo take diagnoze, kot je avtizem. To so sodobna spoznanja, ki nam povedo, kako mnogo večji vpliv ima hrana na nas, kot pa smo kadarkoli pomislili. Na kakšne vse diagnoze vpliva hrana, oziroma vplivajo mikroorganizmi, ki to hrano pač predelajo, da je za naše telo uporabna. Zelo težko bi kdo pomislil, da so od tega odvisne tudi depresivne stanja, ali pa da je človek tesnoben, oziroma anksiozen, zaradi tega, o čem zdaj pripovedujem. Pa vendar je to res. Zato je še enkrat treba povedati, da to ni samo modna muha, veste, ko govorimo o zdravem načinu prehranjevanja. Ker mnogi ljudje mislijo, da je tako, da je to samo nekaj, kar je pač modno, nekaj, kar je povezano z industrijo hrane, zato da čim več prodajo in tako naprej. To ni res. Lahko da je včasih tudi tako, ampak to nas sploh ne zanima, ker nas tukaj zanima znanost. A veste, če je
To so stanja, recimo, ki jih gotovo nočete. Noben človek pri zdravi pameti noče biti depresiven, noče biti anksiozen, tesnoben, kaj še le, da bi hotel biti avtist. Pa vendar je tako zelo malo razmišljanje med ljudmi, kaj jesti, katere molekule dati telesu in katerih nikakor ne. Seveda, taka stanja se ne pojavijo čez noč. Če boste vi jedli, ne vem, velike količine sladkorjev, ne boste depresivni čez en teden. Tudi čez pol leta ne. A verjetno tudi čez 10 let ne. Ampak skozi leta se bodo nakopičili negativni učinki, ne samo v vašem telesu, tudi v možganih. In prek njih bo vaša hrana vplivala na to, kar smo tukaj počrtali, se pravi, kako se boste počutili, kako boste doživljali sebe in svet okrog sebe. Je pa res, kako se taka stanja pojavijo, jih je pa težko pozdraviti. Potem težko vrniti vse skupaj nazaj, stanje preden so se pojavila. Kaj ti, če smo rekli, da lahko traja leta dolgo zaradi napačnega, neustreznega uživanja hrane, da se pojavijo te težave, pa še druge, ki smo jih omenili, potem je zelo težko pričakovati, da boste ta stanja popravili, spravili v red, če vam tako rečem, v kratkem času. Ne boste jih, ne da se. Ne morete tega popraviti v 14 dneh ali v enem mesecu, mogoče bo spet trajalo leta dolgo. Tako? A ne, da je res. Ne gre, ne? Ne gre. Zato je tako zelo pomembno, da človek pazi na to, kaj je, ko je še čas. Ko ni treba še ničesar popravljati. Vi ste še zelo mladi in to lahko počnete že zdaj. Da boste kasneje, čez 20 let ali pa še več, imeli recimo to, kar ste prej videli, taka lepa slika, da bodo vaše ledvice delovali tako, kot je treba in da bodo celice čistile kri tako, kot je treba, da ne boste imeli s tem nobenih težav in tako dalje. Pa začne se v mladosti z zadevo, ki se zdi marsikomu preveč enostavna, tako sem že dosti na začetku povedal, češ, saj je vse eno, kaj jem. Tudi približno ni vse eno, kaj jem. Koliko jem, na kakšen način jem, kako pogosto jem in tako dalje. Evo, dragi moji, danes bi bilo to vse. Jaz resnično upam, da boste o teh stvareh, ki sem jih tukaj povedal, razmišljali, ker... Vidim, da ste spet naredili domačo. Sem naredil, tako sem počrtal vse. Vse reference so tukaj vložili, v katerih Žanje je samo, koliko ste zdaj hoteli te stvari uporabljati v življenju.